Poudarki današnjega Pomurskega dnevnika. Krvodajalska akcija Črno-bela krv, tokrat petič v Murski Soboti. Cesta med Veščico in Črnskimi mejami zaprta za ves promet. V Ljutomeru se je začel filmski festival mladih ustvarjalcev Student Cuts. V nadaljevanju programa bo naš gost, zobozdravnik, operni in pop-pevec, gledališki igralec ter televizijski voditelj Gregor Ravnik. Vremenoslovci napovedujejo, da bo jutri zjutraj še pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V prostorih druge osnovne šole v Murski Soboti je danes potekala krvodajalska akcija Črno-bela krv. Nogometna šola Mura je tokrat že petič zapored pripravila krvodajalsko akcijo, ki je potekala danes med 8. in 12. Krvodajalce, prijavljenih je bilo 62, so obiskali tudi predstavniki in predstavnice članske ekipe. Z akcijo Mura vrača solidarnost, ki jo okolica izkazuje. Naša panoga je pač nogomet. Že od nekdaj znano, da že za samo našo regijo zelo pomembno ljudje radi imajo nogomet in take akcije so zelo pomembne. In mislim, da je čim več vseh krogih tega, ker vidimo v svetu, kaj se dogaja in da stopimo spet skupaj, da se spodbujamo en drugega. To je smisel konec koncev življenja, tudi družin in naj bo samo tako. Mislim, da je to ena lepa gesta, da se klub na ta način nekako pokaže v svetle luči in pripomore k temu, ker vemo, da nam te substance primanjkuje in vsi dobro vemo, da pač s tem naredimo neko dobro delo. Zdrav duh, zdravim telesa, šport temu pripomore in zakaj pa ne. Krvodajalska akcija poteka v sodelovanju z območnim združenjem Rdečega križa in Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor. Veseli smo, da lahko takšno akcijo speljemo tudi v Murski Soboti, da privabimo krvodajalce, tiste naše tradicionalne in tudi tiste, in da privabimo nove, mlade krvodajalce. Veseli smo, da je odziv množičen in vse to lahko, največ, kar lahko ljudje naredijo dobrega za sočloveka. Na ta način želimo spodbujati ta duh dobrodelnosti, poleg športnikov, po katerih teče črno-bela krv, s tem, da je zaželjena vsake barve kri, nas se vedno udeležijo tudi srednješolci. Letos tudi pridejo iz gimnazije Murska Sobota in dijaki iz srednje poklicne in tehniške šole. Univerzitetni klinični center Maribor je zdravstvena ustanova, ki akcijo strokovno izvede, predvsem pa pregleda krvodajalke in krvodajalce. Kri je namreč tista, ki jo vedno potrebujejo v vseh 3 centrih v državi. Za nas so v bistvu vse krvodajalske akcije pomembne, če pa imajo še neko noto, ki v bistvu nagovori širšo javnost in privabi veliko ljudi, so pa še toliko pomembnejše. Jaz mislim, da sporočilo zdrav življenjski slog, šport in pa v bistvu solidarnost do ljudi gre z roko v roki in se mi zdi, da je to dobra promocija tako za šport kot za družbo samo. Potrebe po krvi so vedno. Kri je namreč tekočina, ki je tudi sodobno medicino ne moremo nadomestiti. V Sloveniji smo 3 centri, se pravi Zavod za transfuzijo Ljubljana, ki pokriva približno s svojimi centri nekje 2/3 Slovenije. Mi smo zadolženi kot Maribor center za splošno bolnišnico Mursko Soboto in pa Ptuj. In pa potem je transfuzijski center Celje. In v bistvu mi nekako na lokalnem nivoju zagotavljamo, če je potrebno, pa si seveda tudi med seboj pomagamo. Krvodajalski akciji je podporo izkazal tudi podžupan mestne občine Murska Sobota.
In meni se zdi, da je to ena lepa promocija, ne samo za mestno občino, za klub, za širše, za nas Prekmurce, za nas Sobočance. Resnično se pokaže, da pri nas Mura pa fuzbal ne je samo šport, ampak je več od tega. Je ena skupnost. Je skupnost, ki stopimo v Kiper, tega se treba veseliti in stopimo v Kiper tudi tega, da je potrebno dati delček sebi. Tako tudi danes damo delček sebi in nogometaši, in navijači, in simpatizeri, in vsi ostali. Tako mislim, da resnično s tem pokažemo promocijo, kako sem pravil, vseh nas Prekmurcev in Prekmurk. Nogomet je vsekakor dober promotor za akcije, kot je bila današnja, in upati gre, da bodo mladi, ki so se odločili za krvodajalstvo, to gesto ohranjali tudi v prihodnje. Zaradi sanacijskih del je vzpostavljena popolna zapora lokalne ceste Veščica-Črnske meje, bolj znana kot Polaničeva cesta. Cesta je zaprta za ves promet do predvidoma 11. maja. Razlog za zaporo je delna sanacija občinske ceste na tem odseku. V času zapore je obvoz urejen. Mestna občina Murska Sobota voznike poziva, da upoštevajo začasno prometno signalizacijo in se prilagodijo spremenjenemu prometnemu režimu. Sanacijo izvaja podjetje Pomgrad, dela pa naj bi stala 270.378,84 evra z davkom na dodano vrednost. V Ljutomeru vsako leto poteka festival Students Cut in zdaj je z nami direktor festivala Jaka Podultnik. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Students Cut je festival tistega, s čimer se potem poti začnejo. Tako. V osnovi je že bil zasnovan, da je to prostor za mlade ustvarjalce, ki se v bistvu prvič srečajo s filmom. Ne želimo iti tukaj v neke filmske šole, ti imajo dovolj priložnosti, želimo mogoče tem ustvarjalcem, ki pridejo skozi kakšna druga vrata, mogoče stranska vrata v svet filmske produkcije, omogočiti neko prvo izkušnjo in da se potem mogoče najdejo tukaj v tem poslu in da jim damo nek, recimo, začetni pogum, da stopijo z večjimi in bolj odločnimi koraki v ta svet. Festival je kot festival, kot ste opisali, da je spodbuda, da vstopijo v ta svet. Kako pa se pripravljajo na festival? Kako sploh do festivala pride? Festival je v svojem jedru pravzaprav celoletni projekt. Takoj, ko se zaključi en festival, začnemo že moče snovati ideje, kako izboljšati določene malenkosti. V osnovi je postavljen, potem pa se začne pravzaprav z začetkom šolskega leta, da pripravimo spet razpis. Načeloma se ponavlja, ampak toliko, da dijaki vedo, kaj jih čaka, kje so neke osnovne smernice. Do decembra imamo potem čas, da pripravimo vse, kar je potrebno, da administrativno zadeve potekajo gladko. In pa potem od januarja do konca marca nekje odpremo mednarodni program za slovenske dijake, pa do konca aprila. V tem času moramo seveda vse skupaj še pregledati, filme oceniti. Tukaj prav tako vključujemo dijake, da dobijo mogoče neko to drugačno izkušnjo, ne samo hollywoodsko, da lahko vidijo, kaj pomeni ocenjevati film, ne samo ga gledati. In potem pravzaprav v maju smo našli idealen termin, takoj po začetku pisnega dela mature in pa preden se začne tisti glavni del priprav na maturo, da jih še tukaj moče zadnjič malo sprostimo in da se lahko potem malo poveselijo skupaj s svojimi vrstniki. Tako da to teče iz leta v leto. Students Cut Festival je festival izjemno mladih ustvarjalcev, ki imajo povsem svoj pogled na svet. Kako je ocenjevati te izdelke mladih? Bom rekel tako, kot direktor festivala se nekako probam distancirati od samega ocenjevanja, da ne bi prišlo do kakšnih nesporazumov ali mogoče konfliktov. Vendar, kolikor pač dobim feedback od žirije, pravijo, da je to neverjetna izkušnja. Strokovne žirije sestavljajo pač slovenski priznani avtorji in jim je to mogoče malo drugačen pogled v to, kaj se dela, kaj mogoče vidijo, kako mladi razmišljajo. Prav tako pa mladi, ki ocenjujejo, povejo, to pa je ful dobro, ker pač so filmi, ki jih ne poznajo. Ne? Sliši se zelo tehnično, kako pa je z vsebino? Vsebina je zelo raznolika. Pravzaprav ne dajemo nobenih omejitev, ker ne želimo tudi naših dijakov omejevati, se pravi dijakov v Sloveniji, na vseh 3 umetniških gimnazijah. In pomembno je, da dobijo občutek raznolikosti, da tudi skozi različne žanre, animacijo, igrani film, dokumentarni film,
da spoznavajo različne vsebine, mogoče tudi spoznajo kakšno vsebino z druge perspektive, kot jo vidimo skozi medije, a ne? In jim je tudi to res nek tak čar, da spoznajo vsebine, ki jim niso blizu. In to so relativno kratke zadeve, kajti kot rečeno, to je prvi korak in vse se začne z nečim majhnim. Tako, omejili smo že v osnovi na 15 minut, se pravi, daljših filmov naj ne bi sprejemali. Res pa je, da naredimo kdaj v kakšni netekmovalni sekciji tudi izjemo, ampak to je res bolj izjema. Zdaj, ko sva v Ljutomerskem Students' Council oziroma festivalu v Ljutomeru, kako okolica sprejema pravzaprav tale festival? To je pomembno za vse, ki ustvarjajo in seveda tudi za tiste, ki gledajo, morda za te, ki ustvarjajo še bolj kot vzpodbuda za naprej. Jaz mislim, da počasi se prijema. Se pravi, Ljutomer je znan po Grossmanovem festivalu in pravzaprav ta festival ne konkurira in ga ljudje počasi spoznavajo kot nekoliko drugačnega, kot nek odmik od nekih konvencionalnih podob. Prav tako v bistvu z množico prijav, letno dobimo več kot 2000 prijavljenih filmov, lahko izluščimo res tiste, ki jih je vredno pogledati in jaz mislim, da počasi tudi lokalno okolje spoznava, da ta festival ni namenjen samemu sebi ali pa samo mladim, ampak da dejansko vsak lahko najde neke vsebine. In zdaj, rekli ste, pripravlja se 1 leto od festivala do festivala, omejili ste filme na 15 minut. Koliko jih povprečno ocenite na leto oziroma koliko jih ocenijo komisije? V bistvu v tem prvem krogu bi rekel tak, nekje med 300 do 600 filmov je treba pregledati, odvisno od leta, tudi malo od tehničnih zakonitosti prijavljenih filmov. Potem pa predvajamo na koncu nekje okrog 100 filmov v tekmovalnih in netekmovalnih sekcijah. Posebej imamo rezervirano sekcijo za dijake umetniških gimnazij, tako da v bistvu imajo oni potem poseben pogled na to in jim želimo na vsak način zagotoviti pregled. Prišlo je z več strani, da pač poskušamo včasih mogoče mešati različne žanre, ampak ravno to želimo ljudem oziroma dijakom omogočiti neko izkušnjo, ne samo unikatno z njihovimi vrstniki, ampak tudi mogoče širše in zaradi tega pač smo omejili eno sekcijo samo za njih in da se zagotovo lahko prikažejo. Umetniške gimnazije so specifika, kjer se prav specifično ukvarjajo, naj si bo z gledališčem, filmom ali pa z drugimi mediji. Tako, umetniške gimnazije so zrastle pred leti in pravzaprav, ko so prve generacije začele zaključevati, je vzniknila ideja, da bi mogoče namesto klasičnih predvajanj filmov naredili vse skupaj v obliki festivala. In tukaj se dejansko lahko avtorji izražajo ne samo skozi pač te klasične predmete, ki jih imajo na šoli, ampak pravzaprav dajo tisto iz sebe ven, kar jih želi, kaj imajo za povedati, in pri tem dobijo zelo dobro podporo tako mentorjev v Novi Gorici, Ljubljani ali pa v Ljutomeru, kot mogoče lokalnega okolja in na koncu občinstva na festivalu, tako da jaz mislim, da to je res neka taka izkušnja, ki jih potem popelje naprej. Vem, da za gimnazijo v Ljutomeru je kar nekaj dijakov, ki je šlo potem naprej na AGRFT, kjer mogoče z drugih šol ne bi morali priti. Direktor festivala Students' Council Jaka Plutnik, najlepša hvala za tale pogovor in seveda vabiva na vsakoletno... Direktor festivala Students' Council Jaka Plutnik, najlepša hvala za tale pogovor in seveda vabiva na udeležbo k vsem festivalom, prihodnim in tistim, ki potekajo. Tako, tokratni festival se bo odvijal od 6. do 8. maja v gimnaziji Ljutomer, tako da vsi vabljeni, vstop je brezplačen, tako da jaz mislim, da bo vsak našel nekaj za sebe. V nadaljevanju programa bo na sporedu oddaja Med nama. Zobozdravnik, ki dela tudi na ustvarjalnih področjih, Gregor Ravnik bo naš gost. Na gledaliških deskah se je znašel povsem po naključju, pravi. Tudi letos se mi zdi eno tako leto, ko jaz odkrivam še druge talente, kar se tiče umetnosti in tega sveta. Sicer operni pevci smo tudi, moramo biti tudi igralci in tudi tega se učimo. No in povabili so me tudi seveda v to predstavo, v sodelovanje pri predstavi Zadnja večerja, kjer sem skupaj z Urško Vučak-Markeš, pa Maja Martina Merljak, pa Saša Klančnik, smo kvartet,
kjer se v tej komediji veliko dogaja, veliko absurdnega, predvsem pa veliko smeha. In to je, zdaj zaključujemo ravno s to pomladansko turnejo, potem se vračamo jeseni spet. Ampak, ko so me povabili, je bilo to najprej, ti boš pel na naši predstavi nekaj, ne bi si želeli, da boš bil zraven, ne, da bi pevsko tudi prišel, ne, in sodeloval. Potem pa, ko sem prišel v njihovo ekipo, pa kaj pa, če bi ti še to bil v tem prizoru, pa kaj pa, če bi še to, pa kaj pa, če bi to uporabili še pri igri, ne. Sem rekel, pa zakaj ne, če sem že tle, ne, zakaj se ne bi še tega lotil, ne. In potem je nastalo in potem smo se spoznavali in so nastale vloge, so nastale zgodba, ne, in se zapletala in odpletala in tako naprej. Tako da ja, sem vesel, da spoznavam še to, ker komedija in tak oder je seveda čisto drugačen kot pa glasbeni oder. Vremenoslovci napovedujejo, da bo jutri zjutraj še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Dopoldne je bilo jasno in vetrovno. Opoldne so v Murski Soboti, Radencih in Lendavi namerili 22, v Krajinskem parku Goričko pa 20 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti 10, v Mariboru in na Ptuju 12, najvišje dnevne pa se bodo povsod gibale okoli 23 stopinj Celzija. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha in toplo bo. Jutranje temperature se bodo v naslednjih dneh gibale med 9 in 16, čez dan pa med 21 in 24 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Vabljeni k spremljanju dogajanja v Pomurju tudi na naši spletni strani in na družbenih omrežjih. Hvala za vašo pozornost in vse dobro še naprej.